Zdaj prihajamo na šesto točko, to proračun za 23. leto, glede na to, da smo že opravili razpravo, praktično objekt proračunic, nas tam zanima želišče, koliko je razprava, pa gremo tudi to na obdobitev glasovanja oziroma na glasovanje. Gremo kar na obdobitev, če to želi, oziroma ne, tako gremo pa kar na glasovanje. Najprej prisotnost. Glazujemo o amandmaju. V odlogu proračuna občine Breg za leto 2024 se doda nova proračunska postavka 663, protipoplavna ukrepi sodba projektna dokumentacija za višini 100 000 evrov. Za navedeno postavko sredstva zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo Breg za sredstva iz državnega proračuna za investicije za višini 100 000 evrov. Amandma je sprejet 24 glasovi za in 1 proti. Glasujemo o sklepu. Sprejema se odlok o proračunu občine Brežice za leto 2024 skupaj s sprejetim amandmajem. Tudi ta sklep je sprejet za 25 glasovi za 1 proti 1 vzdržan. Naslednji sklep je sprejem za letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2024. Sklep je sprejet 25 glasovi za 1 proti 1 glasoval. Še zadnji sklep sprejem za letni načrt ravnanja s nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2024. Tudi ta sklep je sprejet 26 glasovi za 1 proti 1 vzdržan. Ja, hvala lepa. Samo reči, da to je sigurno pomembno delo danes opravili, kajti to je osnova, da lahko občinstvo opravljamo svoje sami. Začnemo izvajati proračun in pa seveda vse ostale aktivnosti, vključno seveda tudi z delovanjem, društvom, zavodom in pa vseh ostalih. Tako prihajamo na 7. točko dnevnega reda, to odlok občinci podrobno prostorskem načrtu za navazovanje ceste Šentbenat, Brežica druga obravnava, glede na to, da je zbolela, Urška Klenovšek, mislim, da bo Darko Kramer podal danes povodno obrazložitev. Hvala za besedo. Na 20. rednici Evropskega sveta je potekala prva obravnava OPPN, v okviru katere so bili predstavljeni razlogi za njegovo izdelavo, ter podrobnejša vsebina. Predstavljene so bile tudi vse faze postopka priprave akta do faze javne razgrnitve. V javni razgrnitvi so bile prejete pripombe javnosti, do katerih je strokovna služba skupaj z izdelovalcem akta oblikovala stališča. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel dopolnjeni osnutek OPPN in stališče do pripomb. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve se je izdelal predlog OPPN, v katerega se je vnesel popravke za izboljšanje protihrupnih ukrepov bližnjih objektov. Predlog je bil posredovan v pridobivanje mnenj pristojnim nosilcem urejanja prostora. Prijeta si bila vsa pozitivna mnenja. Izdelavec tako po prijemu pozitivnih mnenj pristopiti izdelavo poslejenega predloga prostorskega akta OPPN, ki ga občinskemu svetu predlagamo za sprejemo. Z nami so danes predstavniki tudi podjetja ACER, ki ga prosim za vsebinsko obrazložitev. Hvala. Lepo pozdravljeni. Kot ste že bili seznanjeni na prejšnjih sejah, tako smo pomenjavali samo pač dokument, gre za novo nadzorno cesto,
ko je dvosmerna cesta, gre za napajanje novega območja, ki je že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu kot stavno zemljišče. Predvsem v tej prvi fazi gre za obravnavo avtomobilnega razkosta, da se omogoči razvoj podjetij TPV, seveda so pa nastavljeni tudi kraki za nadaljnjo širitev samega območja, ki danes pač ni pozidana. Poleg same ceste je predvidena izgradnja še površin za pešce in za kolesarje in prav tako tudi izgradnja vodoposodacije javne infrastrukture, se pravi gre za vodovod, kanalizacije in druge vode, ki bodo omogočali tudi, se pravi, napajanje tega širšega zavedja, ki danes še ni pozidana. Sama cesta ima dva vodna pasa, ki so zadostne širine za odvijanje vsega prometa, se pravi, predvsem tudi seveda tovornega, nastavljeni so pač križišča in za nadaljnjo obravnavo širitev same cestne infrastrukture na območju, ki se bo razvijal naprej. Zdaj, glede na to, da ste večkrat že, da je obravnavno tudi na odborih, pa mislim, da je v kratkem dost ugledljivo in tudi veliko prikazano, tako da če so kakšno vprašanje, pa se bodo besedo odborili. Hvala. Ja, hvala. Zdaj samo mogoče še obvestim, da smo pod kratkim imeli pogovor tudi z lastniki TPV-ja, ki so zainteresirani še za dograditev tovarne na tem območju, predvsem zaradi tega, kajti dobivajo nove posle, kar seveda je za nas izjemno spodbudno, se to pomeni, da je zagotovljena še vratna lahko delovna mesta v naših občin. Najprej sprašujem predstavnika odborov, če želijo kaj dodati. Statutarna pravna komisija, odbor za organizem, odbor za finance, želi še kaj? Odbor za ne. Dobro, tako odpiram razpravo, če želi da razpravo, kot vidim ni razpravljavci, zato bi jaz tukaj dal na glasovanje. Najprej prosim prisotnost. In pa glasujem. Tudi sprijeto, zdaj bi podali se na kratko pauzo, preden gremo na točke komunala, ki so tudi povezane skupaj, mislim, da je kot skupaj obravnavamo par točke. Tako da, kratko pauzo.